Dragi poslušalci in poslušalke, pozdravljeni. Pred nami je danes že 8. oddaja Splet besed, in danes imam v gosteh spet pesnika, glasbenika in tudi bodočega pisatelja Denisa Režonjo. Denis, lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Denis, kako si in kaj počenjaš v teh dneh? Pa v bistvu mi je kar v redu, te čase kar produktivno poskušam izkoristiti, ter smo malenkost v družbenem, zdravstvenem, političnem razsutju, ampak se mi zdi idealen čas, da posameznik dela na sebi, tako sedaj uporabljam veliko časa, da čim več preberem, se ukvarjam s športom, z glasbo in pisanjem, tako da kar produktivno gre izrabiti ta na nek način groza, ampak na nek način zelo super čas. Ja, saj mislim, da si povzel na splošno pač celotno to odzadnjo sliko tega časa, da dejansko pač izberemo tiste stvari, ki jih smemo, ki jih lahko, in jih pač skušamo maksimalno izkoristiti, s tem, da pač pesniki in pisatelji imamo še eno prednost, da pač lahko delamo doma, in da dejansko marsikomu je to pravzaprav balzam in se je, ne vem, mogoče celo pripravljal na te čase, ko smo lahko brez skrbi doma in pač doma ustvarjamo. Tako da me veseli, no, da pač si izkoristil to redko prednost tega časa. Zdaj, Denis, danes se bova posvetila tvoji pesniški zbirki Poezija pepela. Zdaj, ta knjiga sicer je še v tisku oziroma čaka na natis, tako da bo zunaj, ne vem, kako predvidevaš? Se kaže na tako, da bi naj bila do konca aprila. Ter smemo nikoli postavljati pričakovanja, ampak zaenkrat res kaže, da bo do konca aprila. Najverjetneje, ja. Zdaj, to je tvoja prva pesniška zbirka. Malo mi povej, no, kakšni so občutki, ko dejansko tvoje delo zaživi v knjižni obliki in pač, ko pričakuješ, ne vem, tisto kot potico, ki pride iz pekača, neko toplo in dišečo, neko fizično stvar, ki bo tvoja. Vedno mi je bilo to nek cilj imeti v rokah mojo dejansko knjigo, bom lahko prelistal in bom videl, da notri je to, kar sem jaz napisal. Tako da, ko sem prvič slišal, da bo šla knjiga v tisk, je bilo zelo super novica in sem stal povsem srečen. Tako da, zdaj, ko je pa že nestrpno čakam in seveda, ker je začelo se s korono vse in tako dalje, se je potem ves čas prestavljalo, kdaj bo to seveda šlo v tisk in tako dalje. Ampak zdaj, ko pa vendar prihaja in se res že čutim, da je tako blizu, bo prišla ven, pa je enostavno že komaj čakam. Nekaj neverjetnega je čutiti, da bo nek tvoj izdelek, neka energija in čas, ki si jo vložil, prišla ven v materialni obliki in bo na voljo v tem svetu. Krasen občutek. Ja, saj mislim, da tisti, ki so že kaj izdali, oziroma pač tisti, ki imamo to že dolgo nazaj za sabo, lahko zdaj ob tebi tudi kot pač mladem pesniku s prvencem nekako tudi podoživljamo tisti občutek, ko pač pričakuješ res tisto svojo prvo knjigo, ker mislim, da je to neko rojstvo v nek svet, da se v bistvu skupaj s knjigo rodi tudi pesnik. Pesnik se rodi kot neka javna oseba in kot nekdo, ki bo odslej predstavljal svoje delo tudi v javnosti. Ne vem, ti je to težko ali ti je recimo prijetno? Ja, ta občutek, ki ste ga zdaj omenili, vedno bolj se mi poraja. Se mi zdi res, kot da bi stopil nenadoma iz senc, da je v javnosti
In sedaj bom na tej poti moral nadaljevati, da bo vse v javnosti. In sedaj več ni poti nazaj. In je hkrati zelo se zdi, kar se zdi malenko strašno, ampak hkrati je pa nekaj, kar sem vesel, da se bo zgodilo. Ker ja, enostavno je, lepo je, da človek nekaj vložil, nekaj dela in časa, na to potem to ponudi svetu. In to je tudi moj cilj vedno napisati nekaj čim boljšega, da bom na takšen način potem svetu ponudil nekaj čim boljšega. Da ne bo samo nekaj streljeno čisto. Tako da, ja, sem kar vesel, da gre v javnost. Hkrati malo prestrašen, ampak vesel. Ja, mislim, da je pred tabo še dolga pot, včasih tudi malo trnova, ampak ne vem, mislim, da taki časi tudi, preko tega tudi rastemo. Tako da, mislim pa, da večina teh pač izkušenj je pa vsekakor pozitivnih. Tako da, ne vem, mislim, da se lahko z veseljem veseliš. No, Denis, jaz bom zdaj pač za poslušalce toliko malo predstavila tvojo biografijo, toliko, da malo spoznajo, kdo in kaj si, oziroma kdo in kaj je Denis Režonja. Se pravi, 23-letni avtor prihajajoče poezije Pepela iz Murske Sobote, ki je pred kratkim diplomiral iz slovenistike in anglistike, se v prostem času aktivno ukvarja z glasbo ter s pisanjem proze in poezije. V pričakovanju izida svoje prve pesniške zbirke piše tudi svoj prvi roman in v studiu Tilena Sapače v Murski Soboti počasi končuje s snemanjem prvega glasbenega albuma. Ljubezen do umetnosti je Režonja začel gojiti v začetku srednje šole, ko je dojel, da ima zanj poseben pomen. Odločilen vpliv sta imela nanj srednješolski profesor slovenščine Franci Just, ki ga je posebej navdušil za književnost, ter obisk koncerta Metalike, ki ga je prepričal, da si mora v življenju zadati cilj postati umetnik s kvalitetnimi stvaritvami. Preden pa se je lotil svoje prve pesniške zbirke, se je odločil za nadaljnje izobraževanje v književnosti na Filozofski fakulteti v Mariboru, s čimer bi okrepil svoje znanje, ki bi mu pripomoglo pri ustvarjanju in izpopolnjevanju svojega dela. Tako da vse v službi literature. Poseben navdih za pisanje sta mu dala Dantejeva božanska komedija in poezija Franceta Prešerna ter avtorji romantične književnosti. Tako si je izgradil temelje svojega sloga in se najprej preizkusil v pisanju tradicionalnih pesniških oblik. Slog je skušal nadgraditi s sestavljanjem izvirnih stalnih pesniških oblik ter združevanjem že obstoječih, kot sta na primer vilanela in pa sonet. Pri tem se pogosto poslužuje slikanja narave, katere podobe uporablja za oživljanje svojih metafor. V ravnovesje skuša postaviti občutja žalosti in veselja, pesimizma in optimizma ter potrtosti in upa. Zanimivo pa se mu zdi v poezijo vključevati tudi mitološke motive, še posebej iz slovanskih virov. S temi ponekod gradi temačno nadnaravno vzdušje, nazadnje pa v svoji poeziji izkazuje še ljubezen svojemu rodnemu kraju. Denis, nekaj o vsem tem, kar tukaj piše, bova seveda rekla. Jaz bi te pa zdaj lepo povabila, da bi z nami podelil nekaj pesmi iz poezije Pepela. Tako da prosim za tvoj nastop. Torej, prebral vam bom v bistvu ene izmed glavnih sonetov svojega sonetnega venca Pot preroda. Soneti, ki se mi zdijo, da najbolj predstavijo sonetni venec na splošno. Pot preroda. Pogubna pot popotnikom se zlije. Kot kaže pot, postavljen je v razpotje. A potnik raje umakne se v zakotje. Pusti, da odeja časa ga pokrije. Žrešna senca žene postopača. V smer te mine tava potovalec. Neznanje večni poti sprehajalec. Nikoli čas utruda ne poplača. In prava smer spletena je v oviro. Napačno smer pokriva trnja pesek. Popotnik eno samo ima izbiro. Križiščna pot, prekletstvo je zametek. Kot kompas vodi potnika v praznino. Stavbo večno, kjer je cilj začetek. V ganku časa objemnici pokrije.
Telo zajame hladen dih temine, duha zakoplje plaz, brezčasne zime. Požrešna tema je do luč je. In komu rana sto življenje izpije, premraženo postane klet razpoka, praznina v duši hladni je globoka, srce goreče črni sneg zavije. Pokoja ledenik, ki se v dvomu, kristal slasti drsi čez rob grenkobe, sliši srd se v viharnem grom. Spolska pot strmi v rov tesnobe, premražen potnik plava v zatonu, prezupa v ledu jed dno puščobe. Lesket želja obzorje temno obsije, vžiga mrak sovraštva v luč ljubezni, ozdravlja rane sleherne bolezni, poslednjo misel neuspeha ubije. Otrek spoleva v vročini strupa, moreče želje v gorečem čustvu, ki vabi nežnost toplemu izkustvu in grize v staro kačjo kožo upa. Tesnoba prostor sreče zapolnjuje, norost prevrača žalost elegije, ljubezni v rok razumnosti kljubuje. Poznani bolečini misel gnije, poznanje zadovoljstva je tuje, vetralcu zvest žar neba razkrije. Nebo v nočnih brazgotinah steva, usahne vera in ponos težejen, in stradeš po gotovosti brezmejen, toplina duše v hladnosti hlapeva. Na dnu studenca uma sije plamen, in potnik suš mamljivo potešitev poskuša izrabiti za odrešitev, zajame le pepel in težki kamen. Zgodil se je v požrešnega divjaka, ob bosih hoji skozi suha leta, preraste v pesku je v poštenjaka. V roku dana voda je zakreta, če potnik sam ne zgradi vodnjaka, veriga smrti je vse bolj napeta. En sam korak skozi trik prekleta, z vražno silo se junak spogleda, grobosti svepe v njej se ne zaveda, upad veliki se v njem obeta. Bori se odločen zmagati pozabo, v boju sil za preživeti je ideja, ko s trudom bliža se v doseg čuteje, popad prestopi v krvavo stago. Orožje zla oblega čete volje, na boje ustreljen misli dohiteva in opustoši modro bojno polje. Porazu se preda sramotna reva, pogumne nagradilo bo vesolje, besed popolnosti dovolj našteva. Ime je ključ poslednjega soneta. Popotnik je očiščen črne rane, iz muk kot feniks iz pepela ostane, ponos je pesem pesnega poeta. In temo luč žareča bo prebila, in žarki upa bodo svet prevzeli, in vrabci jutra bodo noči peli, in solza kaosa bo potonila. Odvečna skrb je zgolj času potrata, pregnala bo je sanskrt melodije, in zelenela bo besedna trata. Predanost sebi cilj poti odkrije, ker ključ strasti odklepa sveža vrata, pogubna pot popotnikom se tvije. Denis, hvala. Sonet. Ti praviš, pogumne nagradilo bo vesolje. Meni se zdi pogumno, da spišeš sonetni venec. Zdi se mi pa tudi garanje po eni strani. Sonet kot kraljevska oblika pravzaprav, ne vem, jaz sem tudi kot pesnica pač nekajkrat skušala napisati sonet, ampak moram priznati, da je res težko. Mislim, težko je ujeti ritem, rimo, ki recimo ni, ne vem, stereotipna, ki ni pričakovana. Ne vem, kako je tebi pisati sonet, kako dolgo recimo se ukvarjaš z enim, da potem, ne vem, ga uspeš nekako zapopasti, ker, ne vem, mislim, moram ti priznati, da je res, da ti je uspelo, no. Ne vem, redko komu uspe napisati prav sonet, ampak, no, povej mi malo, kako je potekal ta način dela? Ja, nekako sem vedno imel
voljo se najprej dotakniti ravno težjih stvari. Vedno, ko sem tukaj, je ravno imel name največji vpliv Prešeren. Vedno, ko sem že v srednji šoli prebral njegov sonetni venec, enostavno, kako pa lahko sem bil, ravno tako sem premišljal, kako lahko sploh nekdo tako nekaj takšnega napiše, nekako takšno mojstrovino. Ampak, ko sem začel študirati, pa sem ponovno bral, da pa moram jaz to napisati. In tako sem v bistvu vse, kar sem imel znanje do tistega časa, vse, kar sem imel na razpolago metafor, celo zalogo, mojo umetniško zalogo, sem moral res vložiti v ta sonetni venec. In ko sem ga napisal, se je zdelo, kot da sem čisto vse porabil. Da je to samo lažen občutek, kasneje gre pisati še dalje. Ampak ja, in seveda popravki, čez čas sem moral popravljati. Nikoli ni tiste ključne faze, ko bi se ti zdelo, to je pa dovolj dobro. Vedno pride. In potem, ko sem že večkrat popravil, sem dal založniku sonetni venec in mi ga je popravil, kaj bi še lahko izboljšal. Enostavno spet sem videl, milijon stvari lahko spet popravim. To je seveda odvisno spet od izkušenj in novega znanja, ki ga pridobiš, in novih vplivov. Tako sem popravil, sedaj sem že zares zadovoljen s sonetom. Ampak, če bi ga prebiral za 3 leta, ker bi seveda nabral nove izkušnje in znanje, sem prepričan, da bi ga lahko spet nadgradil kot vse ostale. Ampak ja, je zares zahtevna oblika, moram reči, ampak enostavno mi je ravno to tista zabavnost v njej, zato sem se moral z njo soočiti. Ja, Denis, sodobna poezija v bistvu ni ravno naklonjena oziroma pač se ne poslužuje dosti te prakse urejenih tradicionalnih pesniških oblik. Ti si se pa lotil ravno tega, tako da v tem smislu se mi zdi pač ena taka osvežitev oziroma en skoraj že novum, no, glede na to, koliko poznam recimo slovensko mlado poezijo, se res redko kdo odloči za to vrstno pač strukturo oziroma prav tako, da bi sonetni venec napisal, niti ne vem, ne poznam trenutno. Zdaj poznam sicer dosti sodobnih sonetov, ki pač se bolj ukvarjajo z sodobno motiviko, ampak ti se nekako niti ne odmakneš od te romantike. Se pravi, ti napišeš pač ta sonetni venec oziroma še tudi druge pesniške oblike, ampak ostaješ pa zvest tistemu romantičnemu občutju, ostaješ zvest tudi romantični motiviki, kar je tudi še nekaj svežega je to, ne? Ker pač v sodobni poeziji redko zasledimo še te motive. Ne vem, v čem je fascinacija nad to romantiko, kaj te tukaj recimo drži, kako to, da si izrastel iz tega kot pesnik? Eno izmed načel, ki ga imam pri ustvarjanju, tako kot pri glasbi tudi, tako pri pisanju, je treba združiti staro in hkrati narediti novo. Tako enostavno tistega časa, ko sem začel to pisati, ta književna obdobja so mi zelo veliko pomenila, ampak romantika je bila pa res tista, ki mi je bila enostavno najbolj fascinantna. Nekako sem se najbolj našel v romantiki z mogoče samim pesimizmom tistega časa ali pa z podobami v naravi in pa seveda ravno s tradicionalnimi formami, s to zapletenostjo. In enostavno mi čut pravi, da se moram lotiti takšnih stvari. Čez čas sem potem videl, nočem zdaj spet biti čisto v tistem starem času, želim nekaj novega narediti. Tako sem kasneje prišel ravno do ideje, zakaj pa ne bi sestavljal svoje pesniške forme, ker imel sem rad to zapletenost, to, da so določena neka pravila in na ta način se pesnik najde na podlagi pravil, ki jih ima določena.
najde vseeno način, vseeno ne glede na vse omejitve, ki jih ima, najti način, da izrazi točno to, kar želi. In se mi zdelo, če pesniku to uspe, da je to res plus. V tem sem videl neko lepoto in tako, ko sem začel tudi sam sestavljati svoje, tako rečeno, tradicionalne oblike. In tako sem v pesniški zbirki vključil tri svoje. Eno sem poimenoval stopnišče, eno zrcaljenko, eno pa prepletenko. In sem jim določil metrom, motiviko in tematiko, ki bi jih imela, pa tudi način literarnih figur, oziroma tehnike, ki bi se najbolj uskladile lahko z njimi. Tako, naslednja stvar pa sem potem še združil v pesniški obliki sonet in vilanelo, ki so mi bili najljubši izmed teh, zato sem moral iz tega tudi nekaj eksperimentirati. Na takšen način je potem tisto, sem vzel v bistvu nekaj starega in poskusil narediti, oblikovati to nekaj novega. In upam, da mi je na takšen način to uspelo narediti. Ja, saj zbirka recimo je dokaj kompleksno zasnovana. Najprej imaš podpreroda, se pravi sonetni venec, kjer imaš 14 sonetov in potem magistrale. Potem imaš na koncu vsakega sklopa imaš haiku, potem imaš cesta 13, kjer je 13 pesmi, potem imaš dve baladi, Gozdna pravljica in Pravljica herojev, in potem pač te svoje tri, kako bi rekla, pravzaprav tvoje forme, se pravi vozlišče, zrcaljenka in stopnišče, če se ne motim. Ja. In na koncu imaš pa še Deželo dobrega, sonetna vilanela. To je kar en lep nabor pesniških oblik. Je pa tudi, recimo meni kot pesnici, se je tudi pojavilo vprašanje, ne vem, koliko to pravzaprav je še v nas, oziroma, ne vem, recimo sodobna poezija res ne izhaja nekako iz tega, ampak vedno znova pa vidimo, da se recimo iste figure, ta ponavljanja, recimo zrcaljenje, da se to vseeno nekako recimo v krožkih pojavlja. Koliko si ti recimo tudi blizu za sodobno poezijo in koliko recimo se kot bralec raje vračaš k klasiki, k tradiciji? Ja, moramo priti do sodobne poezije. Moram reči, da sem bolj v slabem stiku z njo. Celo do nedolgo nazaj sem celo imel takšen konzervativen pogled na njo. Mi je bila ravno ta svoboda v njej, se mi zdi, da je vseeno malo preveč svobode. In ravno ta, jaz sem se od nje oddaljil ravno zato, ker manjkajo mi ta določitev nekih pravil. In se mi zdi, da včasih pa je to pomanjkanje zapletenosti v tej poeziji. Pa če bi si sam avtor določil bolj nekaj zapletenega, bi še bolj lahko pokazal uprizorjenje v svojem ustvarjanju. In enostavno, zaradi tega se nisem mogel najti v sodobni poeziji toliko. Ta svobodni vers, na primer, je nekaj, kar čemer bi težko nekaj napisal. Enostavno, če bi pisal nekaj o tem, se bi mi zdelo preveč kaotično. Enostavno potrebujem neka pravila in neko težavno zapletenost. Zato se bolj odmikam od sodobne poezije. Mislim, da si dal pravzaprav zelo dober odgovor na zastavljen problem.
Pač verjetno res gre za problem, kako najti svobodo v pravilih. Mislim, da ne gre zgolj pesniški problem oziroma za problem literature, ampak gre nasploh za problem umetnosti in v končni fazi tudi za problem življenja. Tako da mislim, da sva zastavila eno zelo globoko vprašanje. No, na tem mestu pa bi mogoče tebe kot glasbenika še malo nagovorila. Zdaj glasba in poezija sta si zelo blizu. Blizu sta si po strukturi, blizu sta si po ritmu, tudi pač glasba, določena glasba potrebuje tudi tudi besedo, celo popularna glasba si nekako težko jo predstavljamo brez besedil. In najbrž tudi zaradi tega, ker si pač, zdaj pa je nekaj zaštekalo. Mislim, da smo izgubili povezavo ali pa je... Denis, si še tukaj? Aha, ja. Aha, okej, dobro. Za trenutek je slika zamrznila, ampak mislim, da sva preskočila malo čas. Ja. Lahko prosim ponovite vprašanje? Ja, ni problema. Denis, nagovarjam te zdaj kot glasbenika, ker si tudi glasbenik, ki ima v pripravi svoj prvi album. Recimo, dajva reči nekaj o strukturi. Tudi tvoji komadi imajo neko strukturo, se pravi, nekako sodobna glasba oziroma popularna glasba, kamor tudi uvrščam recimo subkulturno glasbo, ne vem, kot je mogoče progressive metal, tudi tam so neka pravila in zdaj lahko jih tudi kršimo zavestno, ampak načeloma smo znotraj te strukture. Zdaj, kako ti kot glasbenik mogoče, kaj združuje pri tebi glasbo in literaturo? Ja, najprej moram dotakniti, kaj jo razlikuje. Bom lahko prišel do tega, kaj jo povezuje. V bistvu pri poeziji je beseda tista, ki dela ritem. Ja, ima določen meter, ampak je ona tista, ki ustvarja to zvočnost in pri glasbi je pa zvok tista vodilna sila in on naredi podlago, je zvok tisti, ki naredi, v bistvu je melodija tista, kateri se mora beseda prilagoditi. Beseda je v glasbi le manjši del, v bistvu pa je tukaj seveda pri zvoku, zato je glasba in potem tako kot imamo, bolj iščemo metafore o besedah pri poeziji, tako pri glasbi že v samem zvoku in melodiji poslušalec zazna metaforo, nekaj občuti. Že v tem samem se mu zavesti utrne neko čustvo, nek pojav, mogoče nek spomin na nekaj. Ima zvok tisto res vodilno vlogo. Kaj imata pa skupnega, je pa seveda, kot ste omenili, struktura, je tako kot se tudi pri poeziji posvečamo strukturi, in struktura daje velik pomen temu, kaj s poezijo že hočemo samo povedati, in v zgradbi rim, tako tudi pri glasbi. Besedilo, kako so zadane rime, ali pa pri samem zvoku, v bistvu struktura zvoka, ponavadi po tradicionalnem vedno gre, da so 3 refreni, ampak to se da tudi, pogosto se da tudi to prekršiti, da se naredi na primer nekaj bolj neobičajnega, bi rekel. Da se tudi na začetku glasbe je ponavadi kakšen intro ali pa kaj podobnega, ali pa na koncu. Da se tam pri glasbi rad eksperimentiram s tem. Rad imam tradicionalno formo tega 3 refreni, tretji je še nekako tisti klimaks, ampak znam pa tudi prekršiti to pravilo in včasih grem samo na 2 refrena, včasih
pride po tretjem samo solaža in je konec pesmi, ali pa morda sploh ni refrenov, ali pa podobno na takšen način, odvisno seveda od občutka. Ne more biti to usiljeno, ne more samo biti tako, ja, tukaj pa ne bo refrena, zato ker bi to bilo zanimivo. Ne, po občutku, res je odvisno od melodije, res je odvisno od besedila, že kako je napisano, kako v bistvu vsi inštrumenti so usklajeni in potem nekako iz tega že dobiš občutek za prekršiti neko tradicionalno strukturo. Ravno tako pri poeziji bi rekel. Ja, sej, mislim, da nekako res ta povezava med glasbeno formo in med besedno formo, mislim, da je v njej dosti več, kot si predstavljamo, in tudi to, da si glasbenik, v bistvu ti je na tem mestu pri tej izbiri recimo po moje zelo velik plus, oziroma pač imaš neko veliko prednost, no, kot glasbenik. Pa me zanima, kaj pa recimo v tvoji glasbi besedila, pišeš to posebej kot popevke ali pač gre za tvojo poezijo, ki je predelana za recimo komad? Aha, super vprašanje. Še nisem se toliko ukvarjal s poezijo, v srednji šoli v bistvu pač napisal na glasbo, besedilo, je bilo to. Ko sem pa začel študirati in sem se bolj izobraževal seveda v pisanju poezije, sem dobil večji občutek, sem pa čim bolj skušal to prenesti tudi na glasbo. Seveda, to se ne da tako storiti, ne da se pisati. Mislim, ja, možnost je, da bi lahko pisali glasbo in potem deklamirali poezijo, oziroma jo brali, ampak ne gre, da bi pa samo poezijo pretvorili, da bi jo peli poleg glasbe, je pa kar ni tako enostavno, ker kot sem rekel prej, je tukaj glasba tista, ki dela, kateri se mora beseda prilagoditi. In tukaj mora besedilo biti dokaj bolj simplistično, kot se mi zdi, kot pri poeziji. Lahko je tudi, saj obstajajo skupine, ki delajo tudi zelo zakomplicirane, ampak se mi zdi, da je tukaj nek večji simplicizem pri postavljanju besedil pri glasbi, medtem ko pri poeziji pa je, ker je beseda tista, ki res se ustvarja, mora biti dosti bolj zahtevno narejena. Ja. Ja, kaj pa recimo vsebina? Zdaj pri tebi, ti se ukvarjaš pravzaprav, tvoja knjiga je zgrajena nekako, da gre tudi recimo tematsko od teh najbolj globih, tako prav romantičnih, temnih čustev, pač preko ene transformacije in na koncu pač doživi eno luč, eno razsvetljenje in se nekako izteče pravzaprav v neko pozitivnost, v nekaj svetlejšega. Zdaj glede motivike se tudi poslužuješ pač, ne vem, malo posegaš po srednjem veku, malo po recimo slovanski mitologiji, pa po, ne vem, malo tudi grške mitologije, tako da tudi mešaš tudi malo srednjeveško, malo ta estetika grdega, estetika teme, mrakobnega. In prav zato sem rekla, recimo, da nekako ostaješ zvest tudi motivično romantiki in temu času. Pa me zanima, ali je tudi v glasbi podobno, ali je tudi glasba recimo tematsko tako narejena, ali je pa mogoče, mislim, tu me zanima recimo ta vez, če tudi mogoče v glasbi tudi posegaš po tem času, motivno. Ja, v bistvu ne po času toliko, pri glasbi ne vpletam toliko mitologije, kot sem jo pri poeziji, ampak
kar se tiče čustev in podobnega, pa je to tudi ena izmed stvari, ki sem prenesel na glasbo, ko sem začel ustvarjati poezijo in sem se v tem bolj izuril. So se tudi izboljšala moja besedila pri glasbi in sem jih lahko tudi zakompliciral pri glasbi, čeprav je tam bolj simpličen, sem jih zakompliciral, naredil bolj zahtevna do te mere, kakor pač zvok oziroma melodija dovoljuje. In sem jih skušal čim bolj zapolniti tudi s temi podobnimi metaforami, kot jih uporabljam v poeziji, ali pa isto tako iste občutja sem nesel v glasbo. Isto tako se je pojavil naenkrat to ravnovesje med pesimizmom in optimizmom. In sem začel kar naenkrat bolj strmeti proti optimizmu, tudi pri glasbi. In to je neka tista bila prelomnica, ker na začetku oboje in poezijo in glasbo sem pisal bolj v pesimističen tonu ali pa v žalostnem, ker se mi je zdelo, da je umetnost namenjena, imel sem takšen občutek, da je umetnost bolj namenjena negativnim občutkom, ampak potem sem prišel bolj do spoznanja, da v bistvu zakaj ne bi izkoristili umetnost uporabili ravno za dobre občutke in bolj ravno ta opletati in čim bolj pokazati, da vse najde nekaj pozitivnega. Tako ravno v tem sonetnem vencu, ki sem ga prej prebral, naprimer, govori seveda o potniku, to bi lahko bil vsakdo, ki prebira to poezijo. In vsak sonet pokaže nekaj pesimističnega, žalostnega, ker potnik doživlja neko pot življenja. Življenje seveda meče slabe čase, ampak predzadnji sonet pred magistralejem je tisti, ki potem razkrinka, to se mora vse zgoditi. To je ravno tisti čar v življenju. Mora biti pad, mora življenje metati slabe stvari nasproti, ker ravno iz tega se človek nadgradi. To je nekakšno načelo iz stoicizma, ki sem ga začel, s katerim sem prišel vsaj posredno v stik, ko sem pisal poezijo. In ravno eno izmed načel te filozofije je, da ovira na poti postane pot. In tako sem to nekako vključil v svojo poezijo in prav tako v glasbo. Ja, Denis, zelo lepo si nam povedal pravzaprav enega izmed pointov umetnosti. Sicer se sliši rahlo, kako bi rekla, poenostavljeno, ampak drugače pač ne moremo reči kot poenostavljeno. Ne vem, na tem mestu optimizma, kot sva ga zdaj zastavila, pa bi te prosila za drugi sklop branja. Pa če nam poveš, kaj boš bral, mislim, da iz Deželo dobrega. Dežela dobrega, ja. To pa je nekaj malo namenjeno mojemu rodnemu kraju, torej Prekmurju. Dežela dobrega. Ljubezni polna moja simfonija, ton visok, živahno duro bije, besede spremlja srčna melodija. V odmevih sreče je poezija, piščal Apola, ki spremljavo krije, ljubezni polna moja simfonija. V vedrih skladbah vlada harmonija, skozi svetle tone moč zavpije, besede spremlja srčna melodija. Na strune duše brenka nostalgija, pokoj in mir globoko v duši vlije, ljubezni polna moja simfonija. Spominske note kliče domišljija, utrip srca se v ritmu pesmi skrije, besede spremlja srčna melodija. Resnično spevu vlada harmonija,
Uvodni vers je glas, ki upra skrije. Ljubezen išče moja simfonija. Naj pesem spremlja srčna melodija. Nebesni cvet pognal je rodnem kraju. Uvodni vers je krik, ki upra skrije. Usoda moja raste v morskem raju. Na belih poljih tonov v višaju, kjer steblo bezga v ritmu žarko vije, nebesni cvet pognal je rodnem kraju. V nočnih sanjah v nebeškem gaju, ob tihi muri, ki v srce mi lije, usoda moja raste v morskem raju. Kjer smeh zrcali se v temnem laju, in bolečina se pred zarjo skrije, nebesni cvet pognal je rodnem kraju. Ko šum umolkne v zvezdnatem sijaju, srce uglasi se in brezkončno bije, usoda moja raste v morskem raju. V pravlični deželi kot v raju se melodija sanj življenjem zlije in zvezd sveti v veličastnem kraju, usoda moja raste v morskem raju. Božanski zvok moreči hrup ubija, zvočje duše veže most brenkala, Bosanski otok v objemu sija. Verunika prelestna pev ubija, petoči zvok je vzhodu darovala, božanski zvok moreči hrup ubija. Puščava vroča žarke pesmi vpija, v vlažnem pesku bi oazo zala, Bosanski otok v objemu sija. Ko pljuvom urno proti zvoku sija, goreča želja jadro bo pognala, božanski zvok moreči hrup ubija. Globoke rane glasbe dar pobija, čez ključ morja valuje durska skala, bosanski otok v objemu sija. Pomol vesti bo naša melodija, kjer v modrini tonov bi obala, božanski zvok nemočen hrup ubija, na otoku Sanskem v objemu sija. Ponosa plamen dihne v žitnem zmaju, kjer v modrini tonov bi obala, rodi se varuh, kakor sonce v maju. Iz simfonije predenice kraju, in zvok topline bo v strunah skala, ponosa plamen dihnil bo v zmaju. Predaja jezik se akordnem slaju in resonira v lesket kristala, rodi se varuh, kakor sonce v maju. Peruna grom doni v čast čuvaju, morane kosa se bo strele zvala, svobode plamen dihnil v zmaju. Iz zlatoroga vre pravilo raju, zori ljubezen neskončna hvala, rodi se varuh, kakor sonce v maju. Srce je majhno, a utripa v raju, mogočen žarek nosi zvezda zala, ponos gori v plemenitem zmaju, stal je angel, kakor sonce v maju. Ljubezen išče moja simfonija, zvezd sveti v veličastnem kraju, usoda moja raste v morskem raju, naj pesem spremlja srčna melodija. Božanski zvok nemočen hrup ubija, ponos gori v neustrašnem zmaju, stal je angel, kakor sonce v maju, na otoku Sanskem v objemu sija. Poton živahno vzdur bije, zvočje duše veže most brenkala, uvodni vers je krik, ki upra skrije. Ker v modrini tonov ti obala, se melodija sanj življenjem zlije, mogočen žarek nosi zvezda zala. Denis, hvala za drugo branje. Zdaj, kot pravi prekmurski avtor, se nisi izognil seveda niti hvalnici svojemu kraju. Pa me zanima, no, kakšen je tvoj odnos do Prekmurja in koliko se pravzaprav čutiš prekmurski pesnik, koliko to zavzema recimo tvojega umetniškega angažmaja in koliko recimo si želiš stopiti onkraj ven pač iz te, ne vem, ravnice nekam. Vedno to spoznanje, ta ljubezen do doma
oziroma do svojega rodnega kraja, se mi zdi, da ravno pride, se človek od njega oddalji. Če vzamem primerjavo iz esejev Vinka Ošvaka, v katerih trdi, da se je človek šele zavedal, koliko mu pomeni narava, in se začel približevati nazaj, se moral najprej oddaljiti od nje. Tako tudi jaz se mi zdi, da šele ko sem začel študirati in sem se preselil v Maribor, seveda čez teden, zaradi študija, šele takrat, po nekaj času spoznaš, da pa je doma zelo lepo, oziroma v rodnem kraju, ko prideš v tistem tednu domov, in slišiš ljudi govoriti v prekmurščini, v svojem narečju, je tisti občutek domačnosti, in ko vidiš kraje, v katerih si odraščal, enostavno se obudi tista nostalgija. In ravno se mi zdi, da iz tega je izrasla ta poezija, da pa sem moral napisati nekaj prej. Ker enostavno začel sem ravno poezijo pisati, in začel sem to pesniško zbirko sem začel pisati, ko sem začel študirati. In tako ravno v tistem času, ko sem življal to nostalgijo, in se zavedal te bližine doma, takrat sem potem tudi to vložil v nastajajočo pesniško zbirko. Tako da to je bil en taki klic krvi, in zdaj tudi recimo, ko opisuješ to pač ljubezen do doma, pač gre za eno romantično oziroma v bistvu romantičen pogled na dom. Tako da tudi ostaješ zvest sebi, ne, kot sodobnemu romantiku. Pa me zanima zdaj ta romantično čustvo, oziroma pač dandanes si romantično čustvo predstavljamo kot nekaj sentimentalnega, kot nekaj pretiranega. Zdaj, ne vem, slišali smo tudi pripovedovanja, da pravzaprav so si romantiki za nalašč naredili eno to malo bolj dramatično občutje, da so potem lahko recimo v poeziji vse skupaj nekako zajeli kot da se je čutilo malo bolj, no. Ne vem, kaj sam meniš o tem romantičnem čustvu, vznesenosti in te malo dramatičnosti, česar pač dandanes več skoraj nismo vajeni in se temu hočemo izogniti. Ja, to je ena izmed stvari, ena izmed tistih stvari, ki sem jo zavračal pri romantiki. Ravno to postavljanje tisto zares nemočnega subjekta oziroma subjekta, ki hrepeni po nedostopnosti. To je nekaj, kar sem imel ravno na začetni stopnji pisanja poezije, ampak ravno zato, ker sem potem prišel notri z optimizmom, je ravno to tisto, kar se mora odstraniti, ker enostavno nisem imel tega rad, ker verjamem, da človek lahko enostavno v svetu v resnici vse, kar si da, in mu je za to dostopno vse. Prav se zdi, da je vse težko dostopno, težko dostopno, ampak je dostopno in se da do tega priti. In zato ravno gledam to romantično občutje, malo preveč dramatizirano, kajte. Sam tega ne bi mogel početi, toliko dramatizirati, ampak mogoče pa mogoče je v glasbi tam, kjer bi mi to bolj uspelo. Ampak tudi tam že odmikam od tega, oziroma tudi tam sem prišel skoraj na čisti optimizem in sem povsem zavrnil to tisto dramatizirano romantično občutje. Tako da vseeno sem že prej omenil, predstavljam tisto ravnovesje med dobrim in slabim
in veselim in žalostnim. Tako da hočem vse prikazati, tako da je res dostopno in uresničljivo. Denis, mislim, da smo s tem vprašanjem nekako malo, ne vem, meni se zdi zelo pomenljivo vprašanje. In zdaj med tvojim, recimo, razpredanjem sem razmišljala, romantično občutje, dramatizacija, čemur se izogibamo, ampak čustvo samo po sebi dejansko je dramatično. In ko sami čutimo, pač čutimo dramatično. In čustvo ne more biti nedramatično. Tako da dejansko mogoče romantika niti ni tako dramatična, kot jo mi predstavljamo, ampak je dejansko realna, ker konec koncev, ko čutimo, čutimo zares. Se pravi, čutimo točno tako in je to za nas nož, ne vem, gre na nož, pač vedno. Ne vem, ko čutimo prevaro, ko čutimo žalost, ko čutimo poraz, saj dejansko ne more biti neke blage oblike čustva. Lahko kontroliramo, ampak čustvo samo po sebi, njegova substanca, pa je dramatična. Tako da dejansko mogoče romantika niti ni tako pretirana, kot se je zdelo nam. Ja, se mi zdi, da ima človek v fazi odraščanja vsaj vedno pride do te stopnje, ko zares doseže tisto svojo romantično obdobje. Se mi zdi, da najverjetneje najstnik v obdobju srednje šole je ravno tisto obdobje, ki mogoče rekli lahko romantično obdobje človeka, če bi tako gledal na to. Ja, mislim, da imaš prav, ampak v tvoji poeziji dejansko je prisotna tudi neka, ne vem, tematska zrelost oziroma neka globja filozofija, se pravi, ne gre zgolj za čustvo, ampak gre za celotno filozofijo, ki je tudi odzadaj, se pravi, ne ukvarjaš se zgolj z čustvi, mogoče sva zdaj temu dala malo prevelik pomen, ampak ne vem, dejansko imaš izgrajeno celotno filozofijo v ozadju. Recimo tudi všeč mi je ta ideja krožnosti, poti, ki dejansko nima ne začetka ne konca, oziroma katere konec je pravzaprav začetek in obratno, tako da gre za nekega uroborusa, ki žre svoj lastni rep, se pravi, res za eno krožnost vsega, za krožnost časa, za krožnost doživljanja, za krožnost usode. Od kod ta ideja o tej krožnosti? Mislim, da je to nekako ideja tudi celotne zbirke. Ja, v bistvu usodo same civilizacije oziroma ponavljanje zgodovine in to, kar se dogaja civilizaciji na splošno skozi stoletja in kar se bolj v detajlu dogaja v bistvu človeku samemu, je v bistvu vse en velik cikel. Vedno pride neko težko obdobje, zaradi težkega obdobja ravno potem se človek oziroma civilizacija pobere in pride napredek, in pride boljše obdobje čez čas v dolgem roku. In potem se spet vse to ponavlja. To je nekakšno takšno, nekako vidim naše vesolje v takšnem ravnovesju. In to sem seveda moral nekako prizoriti ravno s sonetnim vencem, ker je ravno ta potnik, prehaja to pot. In ta pot ni drugo kot življenje človeka, ali bi pa lahko rekli ravno življenje civilizacije same, skozi zgodovino, skozi čas, gre skozi padce in na koncu pride na površje. Potem se pa seveda vse ponovi. Ja, mislim, da je tvoj odgovor trenutno povedal vse o tem, sicer razpravljala bi lahko še v nedogled, ampak bova na tem mestu, recimo na tej točki, pustila nov začetek. Zdaj za konec pa bom te še malo pobarala o tej mitologiji. Zdaj si segel v teh baladah tudi v, recimo dosti se tudi slovanske mitologije poslužuješ, si pa segel tudi v skrivnost britanske kolonije Roanoke. V tej pravljica, mislim, da katera pravljica, samo malo,
Um, pravljica herojev. Ne, v bistvu je gozdna pravljica. Gozdna pravljica, ja. Povej mi, kako so nastale te balade oziroma kaj te je navdihnilo, da si res motiviko potegnil iz teh pravzaprav mitološko-fantastičnih okolij? Ta ravno gozdna pravljica navezuje na Kreaton, to je na britansko kolonijo iz 16. stoletja, ki je izginila na bližini otoka Roanoke. To je v bistvu pogost motiv tudi že v filmih, v kakšnih grozljivkah. Zato se mi je vedno zdel takšen zanimiv motiv, ker kolonija naj bi izginila čez noč, ostala naj bi samo oblačila za njo in na drevju je ostal napis Croatoan. In se mi je zdelo, ker sem bil ravno v fazi, ko sem tudi pisal takšne temačne, v bistvu balade s temačnim vzdušjem in nadnaravnimi silami, sem se odločil, da bom jaz probal posegati v to skrivnost s pomočjo poezije. Na takšen način sem potem naredil balado, ki vsaki kitici, katero vsaka kitica vsebuje torej začetno črko, ki na koncu sestavljajo napis Croatoan. Tako kot je na drevju pokazal ta napis Croatoan. Tematsko pa sem jo skušal sem zelo skrivnostno predstaviti, se vseeno v poeziji ne pokaže, kaj pa naj bi bilo krivo za njihovo izginotje. In sem jo napravil ravno tako, sem jo skušal prizoriti ravno tako skrivnostno, kot je ta resnična zgodba skrivnosti. Ko gre za tisto drugo poezijo, pravljico herojev, tam sem pa malo pregledoval Vil in nekaj podobnega sem vključil. V bistvu se poeziji med sabo pogovarjajo vile. Tako je nastala ta balada. Se pogovarjajo o vojni tematiki, se pogovarjajo o tem, moralizirajo, je prav, da se vojna zgodi, ni prav. Kdo je zdaj res sovražnik v vojni, je tisti, ker v bistvu v vojni ni nasprotnikov ali dobre strani, vedno je stran, ki nastrada, to je tisto. In se pogovarjajo, kdo pa je zdaj res krivec vojne. In se potem tudi dotakne tega, da tisti v bistvu na oblasti, ki ukažejo vojno, oziroma ki peljejo do tega, da sploh vojna pride. In potem moralizirajo o tem, kdo je res krivec. Na koncu pa pridejo tudi do takšnega spoznanja, da enostavno nimajo odgovora na to vprašanje, kaj je pa tu slabo, kaj je dobro. To se ne da povedati, ker je preveč kompleksna stvar. In enostavno vojna, res takšna stvar, v kateri zakaj bi sploh debatirali, kaj je pa tu bilo dobro ali prav, ker v bistvu gre za težek čas, tako je potrebno gledati. Vsaka stran nastrada, ljudje nastrada in tako bi morali gledati na njo, ne iskati krivcev. To je nekako moje temeljno sporočilo bilo v tej baladi. Poleg tega pa je spet prišlo sporočilo tega ravnovesja. Tudi vojna je ena izmed stvari ponavljanja zgodovine, da se potem vzpostavi ravnovesje. Civilizacija propada, dokončno propade v vojni, nato pa začne ponovno graditi svet in se cikl začne ponavljati. Ja, saj mislim, da se tega premalo zavedamo in pač je prav, da vmes malo ozavestimo te reči, ker pač verjetno tudi zaradi dreves redko ugledamo gozd, tako da mislim, da je ravno literatura tista odrešitev,
ki jo vedno znova pač moramo poseči po njej, oziroma umetnost nasploh. In mislim, da je tukaj tudi eden izmed tematskih nekako sklopov tvoje zbirke, se pravi, da je poezija oziroma umetnost neke vrste odrešitev za eno oziroma za eno neznosnost bivanja. Tak sem jaz doživela, no. Zdaj, Denis, v zbirki mislim, da sva povedala marsikaj. Seveda najine poslušalce, gledalce vabim, da po zbirki posežejo, ko bo zunaj, si jo vzamejo, preberejo, se poglobijo. Zdaj čisto za konec pa me zanima, ker jaz vedno se nekako probam tudi dotakniti delavnice avtorjeve, se pravi, kaj je trenutno v tvoji delavnici, omenjal si roman, nam mogoče v par besedah malo izdaš kakšno manjšo skrivnost o tvojem ustvarjanju ali imaš zaprta vrata? Ja, v bistvu lahko kar veliko povem. Že se v bistvu 2 leti sedaj ukvarjam s tem. 1 leto, ker študiram, je malo težje pisati, pa res, ko začneš pisati, moraš res notri biti. In ko potem vzameš si 1 mesec časa, da rešiš stvari za fakulteto, potem padeš ved in moraš ponovno notri. Zato 1 leto potreboval, da sem zares zgradil svet romana, ker moj roman bo v bistvu neka mešanica med kriminalko in fantastiko. Sem zgradil nek svet, tako da sem porabil nekje 1 leto, da sem ga gradil in ga še vedno ves čas gradim, ampak da so bili res tisti potrebni detajli za prvi roman. In tako tudi sem delal na karakterih. V času korone, ker v tem 1 letu nisem imel potrebno veliko časa za prebiranje knjig, in sem prebral čim več filozofij, čim več fikcije, čim več znanosti, ki bi mi lahko prispevala k temu, da bi oblikoval ta svet in karakterje tega romana. Tako v letu in pol nekje sem videl, da sem nekje v začetku, da lahko začnem. Sedaj sem nekje, napisal sem 1 poglavje, okoli 20 strani ima, nekako bodo v takšni dolžini poglavja, računam na 16 poglavij takšnih. V bistvu bo roman razdeljen na 4 karakterje, na 4 literarne like. Vsak bo zgodbo pripovedoval z svoje perspektive in se bo zgodba linearno tako prek njih pomikala. In vsak izmed karakterjev bo imel 4 poglavja. In na koncu se bo njihova zgodba tudi združila, tako da bo prišlo do nekega srečanja, oziroma vsak bo imel svojo zgodbo, hkrati se pa živijo v istem svetu, v različnih mestih, in bo nekako prišlo do zgodbi do tega, da se bodo srečali v tem fiktivnem svetu. Tako da zdaj sem pri 2. poglavju, ravno oblikujem, se vživljam v drugega karakterja in zelo zabavno mi je v bistvu, zelo zahtevno zopet, 4 različne karakterje, ki povsem hočem jim dati zelo različne osebnosti in se vživeti njih, ampak je spet zapletenosti, enostavno moram se lotiti in zdaj počasi uresničujem in po malem bom ustvaril te podlage, prva 4 poglavja vseh karakterjev, potem pa bo da bo šlo kar steklo, ker zgodbo pa imam tudi v tem času zdaj, kar še zelo nadgradil in naredil veliko podlago. Tako da vse je v bistvu že podloženo, izpiljeno na ta način, samo še moram izvesti vse in čim večkrat pregledati in popraviti, potem pa bo tudi to. Ja, Denis, zdaj prav čutim s tabo, ker vem, kakšna v bistvu po eni strani slast je pisanje romana. Roman je res ena zanimiva izkušnja
in seveda se veselim, ko bo končan. Mislim, da ko bo končan, ko bo zunaj, se midva spet vidiva, nekako tudi spremljam svoje goste, kaj naprej delajo in upam, da bomo takrat še tudi imeli kako oddajo ali pa kak večer v živo, da se spet podruživa. Denis, hvala ti, da si vzel čas in se podružil z mano. Nekaj sva povedala, nekaj sva zastavila, imela sva se lepo, mogoče bi za konec še kaj dodal, kar nisva ali pa kar se ti zdi pomembno. Za konec bi mogoče dodal, tem ustvarjalcem mladim, ki se začeli ukvarjati s poezijo ali s glasbo, naj samo čim več pišejo in da res verjamejo, da se da spraviti ta svoj talent na svet. Vsekakor. To je ravno neko tudi temeljno sporočilo moje poezije, da verjeti je res ključ, ki te pripelje na koncu do uspeha. Samo moraš verjeti, da lahko verjameš. In to je zadnja točka, ki bi jo izpostavil vsem, ki ne samo ustvarjalcem, tudi znanstvenikom ali komorkoli, pač gleda ta video, vsem drugim, da zares naj verjamejo, da lahko nekaj uresničijo. In to definitivno zgodilo. Ja, Denis, hvala ti za to pozitivno sporočilo na koncu. Tudi v spremni besedi, recimo, imaš en taki zanimiv avtobiografski vstavek, ampak to prepustimo potem bralcem, naj sami posežejo in sami presodijo. Denis, še enkrat hvala in veliko sreče na tvoji avtorski poti. Hvala vam. Ja. Nasvidenje. Adijo, adijo. Vam, dragi gledalci, poslušalci, pa se zahvaljujem, da ste bili z nami in vas seveda vabim, da se nam znova pridružite čez 2 tedna. Imejte se lepo in nasvidenje.